večer in lepo pozdravljeni na letošnjem novoletnem koncertu Godbe Medvode, s katerim želijo tudi godbeniki popestriti predpraznične dni in vam podariti nekaj časa, ko lahko prisluhnete najrazličnejšim melodijam. Godbenice in godbeniki so prikorakali ob zvokih vojaškega marša, ki ga je napisal Henry Fillmore pod psevdonimom Harold Bennett. Naše godbenike v marširanju vodi predvodnik Klemen Avguštin. Prosim za prvi aplavz. Umetniški vodja orkestra pa je Damir Pfeiffer, ki pa je za današnji koncert izbral kar 3 ali pa še kakšno več žanrsko zelo različne skladbe. Najprej bomo prisluhnili Zori novega dne, po angleško Dawn of the New Day, enemu najbolj ustvarjalnih sodobnih ameriških skladateljev za pihalne orkestre. James Swearing je napisal to skladbo. Čeprav je prva skladba današnjega koncerta, pa vam bodo njeni očarljivi zvoki in ritmi zagotovo prišli na misel, ko se boste spraševali, kako se bo v letu 2018 delalo novo jutro. Godbeniki verjamem, da se bodo potrudili za to, medvoški godbeniki pa, kot sem že dejal, ustvarjajo in čarajo pod taktirko dirigenta Damirja Pfeifferja, ki ga vabim na oder k prvi skladbi.
vaša reakcija na tole ali pa recimo bo na naslednjo skladbo nekaj v smislu to je noro ali pa to je bilo odlično, vam Jack Sparrow odgovarja: neverjetno je, kako pogosto norost in odličnost sovpadata. Jack Sparrow, kdo pa je Jack Sparrow, bo kdo vprašal. Legendarni pirat iz Karibov, osrednji lik filma Pirati iz Karibov iz leta 2003 ter nadaljevan te postalovščine iz let 2006, 2007, 2011 in najnovejše iz letošnjega leta, torej 2017. Njegove šale, dovtipi in predrzni podvigi pa zelo sovpadajo tudi z glasbo, ki jo je za prvi film z podnaslovom Prekletstvo črnega bisera napisal Klaus Badelt. Prisluhnimo aranžmaju te filmske uspešnice Johna Wassona v izvedbi Godbe Medvode in dirigenta Damirja Pfeifferja.
Se tudi vam zdi, da postaja vedno topleje, najprej zora novega dne, potem Karibi in zdaj na vrsti še energičen simfonični rock. So vam všeč Pink Floydi, Queeni, skupina Yes, Genesis, Jethro Tull? Zagotovo je kdo pokimal vsaj na kakšnega od teh. No, vseh naenkrat vam zagotovo ne moramo zagotoviti, so pa godbeniki pripravili venček uspešnic zasedb Queen in Genesis, ki ga je napisal Gilbert Tiner. Od Innuenda, neke vrste čarovnije oziroma A Kind of Magic, do še enega preminulega oziroma Another One Bites the Dust, do Radia Gaga in to je vse oziroma That's All. Na koncu pa bomo tako ali tako vsi šampioni oziroma We Are the Champions, legendarna skupina Queen. V izvedbi koga drugega kot godbe Medvode in dirigenta Damirja Pfeifferja.
Sedaj pa je čas za počastitev novih članov, na novo pridruženih članov Godbe, in sicer bi se jim Godba oziroma predsednica rada zahvalila z enim simboličnim darilcem, tako da kar vabim semle pred oder Emanuela Žebovca. Nov član je tudi Janez Pavel Žebovec. In še dve novi članici, Nika Galov in še Lucija Drasler. Godbeniki pa bi se radi zahvalili tudi bivši predsednici Godbe Medvode, Viki Kranjc, in pa za dolgoletno članstvo in delo in trud in dobro voljo v Godbi Medvode Branetu Križaju. Hvala lepa za udeležbo, seveda vsem mladim, in pa hvala za dolgoletni trud tudi Branetu. Sedaj pa je v bistvu čas tudi za naše prve današnje goste. In sicer gre za tolkalno sekcijo Godbe Dobrova Polhov-Gradec. Godba spada med mlajše v Sloveniji, saj deluje šele 7. leto. Otroci in nekaj odraslih so vstopili vanjo kot nepopisani listi s pomočjo glasbene šole Emila Damić. In danes je ena najmlajših in najuspešnejših tovrstnih zasedb po Sloveniji in pravzaprav edina, ki obuja in daje posebno pozornost konfigurativnemu korakanju. Njeno število je skoraj iz dneva v dan večje, do danes jih je že 36. Godba Dobrova Polhov-Gradec je reden spremljevalec vseh večjih pomembnih dogodkov v občini in v okoliških krajih, zaradi prepoznavnosti pa se njihov krog nastopov vztrajno širi, zaenkrat do meja Slovenije. V jeseni 2017 je s pomočjo novega mentorja Žige Petriča svoj preporod doživela sekcija tolkalcev Godbe Dobrova Polhov-Gradec. Javnost so še posebej navdušili z nastopom na setu posod za kisanje zelja na letnem koncertu Godbe v oktobru. Da je njihova točka prav zares nekaj posebnega, pa se boste lahko prav zdajle prepričali tudi vi.
dobro, da je čas krvavic in vsega tega, da so prišli do posod za zelje. Sicer pa bi lahko bil sponzor Helios, obrat Preska. No, lepo je sodelovati v lokalni skupnosti, občasno pa je seveda tudi dobro pogledati malo čez hrib, nedaleč v Polhogradec. Njihova show točka je bila nekakšen uvod v drugi del koncerta, kjer se nam bodo malo bolj podrobno predstavile posamezne sekcije godbe Medvode. Začeli bomo s polko klarinetov, nadaljevali z latinskimi flavtami in swingerskimi saksofoni, da pa ne bo dolgo, ko zadonijo tudi trobila, pa boste videli v nadaljevanju koncerta. Zopet vabim na oder dirigenta godbe Medvode Damirja Pfeifferja.
za vsak slučaj, da ne bomo upili tja med ljudi. Naslednji štikelc bo pa iz swing glasbene zvrsti. Drži. Drži. Torej, swing je glasbena zvrst, ki označuje obdobje džeza med leti 1930 in 1945, za katerega je značilna ritmično-melodična napetost zaradi razlike med osnovnim in spreminjajočim se ritmom izvajanja. Swing se je kot suverena glasbena zvrst pojavil v zgodnjih 20 letih 20. stoletja, ko pa so združili sile najvidnejši big bandi in plesni bandi v sredini 30 let, se je pričelo obdobje razcveta. In vodje takih bendov, kot naprimer Benny Goodman, so postali najstniški idoli, glasbeni stil pa so zaznamovali s kombinacijo spisanih partitur in improviziranih solov. Nekaj takega, močno vsi upamo, se bo zgodilo tudi danes. Nisem vedel, da znaš brati. Sem se naučil kaj v preteklih letih. Noro. Moram pa povedati, da mogoče ta opis je kar na mestu za swing, ne? Je pa res, da ta naslednja skladbica, ko bo, je taka nemški plehmus kontrski swing, no, tako da ni čisto, kot si ti povedal. Ja. Bom med tem najdu opis za ta nemško... Je pa res, da so saksofoni. Torej, Sax Swingers. Obdobje nemškega swinga sega v pozna 20. leta 20. stoletja, ne hecam se. Ne bomo več o tem. Že kar tradicionalno postaja, da v goste Godba Medvode povabi tudi kakšno vokalno skupino. V preteklih letih smo tu v tej dvorani gostili Lovski pevski zbor Medvode, pevsko skupino Kresnice, Združenje zbora osnovnih šol, Jano Šuštaršič, za nocoj pa smo se ozrli še na sever in od Kranja malo naprej našli ženski pevski zbor Dupljanke.
Zbor na področju razvoja pevske kulture deluje že od leta 1992, letos so praznovali 25. obletnico delovanja. Vsako leto se udeležijo območne in občinske pevske revije, z veseljem se odzovejo povabilu k sodelovanju na najrazličnejše nastope ob najrazličnejših priložnostih. Udeležile so se pevskega tekmovanja v Bratislavi in Pragi ter se obakrat vrnile z zlatim priznanjem. Visoka priznanja in nagrade redno osvajajo tudi na regijskih tekmovanjih, z visokima kulturnima priznanjima pa jih je nagradila tudi občina Naklo. Najbolj ponosne pa so na obe srebrni plaketi z državnega tekmovanja Naša pesem v Mariboru. Zbor že 20 let vodi zborovodkinja Katja Klančnik-Jelenc. Zapele pa nam bodo ljudsko pesem Bon na goro šla, uspešnico irsko-norveškega dueta Secret Garden z naslovom You Raise Me Up, Offenbachovo Barkarolo ter znamenito blues balado ameriškega pevca Lida Bellija, ki jo je pred leti obudila in s telesnim bobnanjem popestrila Moira Smiley z naslovom Bring Me Little Water Sylvie, torej ženski pevski zbor Dupljanke. Oy
Vem, da je sicer prva odšla z odra, ampak kar nazaj kličem zborovodkinjo Katjo Klančnik-Jelenc, da se ji skromnim darilcem zahvalimo za današnje sodelovanje. Torej, prosim zborovodkinjo Katjo Klančnik-Jelenc. Na oder pa vabim tudi Žigo Petriča, vodja tovkalske sekcije godbe Dobrova Polhov-Gradec, da se tudi njemu godba Medvode zahvali za izvrsten nastop. Če nas le sliši, če ni kje v zaodrju. Če ne, pa bomo poskrbeli, da zagotovo zahvala pride v prave roke. Godba Medvode bi si rada zahvalila še dvema, in sicer Evi Mittendorfer in Klemnu Kladniku, ki sta dirigentu pomagala pri sekcijskih vajah. Danes ste slišali, da uspešno. Prosim torej Evo Mittendorfer in Klemna Kladnika, da stopita po majhno zahvalo. In pa seveda ena velika in seveda največja zahvala dirigentu godbe Medvode Damirju Pfeifferju. Še enkrat hvala Dupljankam za izvrsten pevski intermezzo. Sedaj pa nadaljujemo s prej obljubljenimi trobili. Trobilna sekcija godbe Medvode nam bo zaigrala hvalnico, katere začetki segajo v 3. stoletje, najbolj pa nam je zagotovo ostalo v spominu kot otvoritvena tema Evrovizije. Ovod v Te duem v izvedbi trobilne sekcije godbe Medvode. Tako se počasi približujemo zaključku nocojšnjega koncerta. Še preden pa zares zaključimo, bi se v imenu godbe Medvode rad zahvalil vsem obiskovalcem za obisk, vsem sponzorjem in tudi vsem tistim, ki ste na kakršenkoli način pomagali pri izvedbi koncerta. En aplavz, seveda. Vsi skupaj vam želimo lepe božične praznike, veliko zdravja in uspehov, predvsem pa srečno novo leto!
da ne bodo voščila vedno samo na koncu. A veste, kaj pomeni židana? Židana Marela. To je star slovenski izraz za svilo. Ja. Pa boste tisti, ki tega niste vedeli, lahko rekli, no, vsak dan nekaj novega. Tudi na koncertu Godbe Medvode. Židana Marela, seveda. In sedaj zares zadnja nocojšnja skladba tega koncerta. Za konec nam bodo medvoški godbeniki zaigrali pesem Prijatelji, ostanimo prijatelji, pokojnega kralja narodno-zabavne glasbe Slavka Avsenika. Naj povem nekaj zanimivosti v povezavi s to skladbo. Predstavljena je bila na albumu Slovenija, odkot lepote tvoje. Prvič zaigrana v Tivoliju na istem koncertu, kjer je bila kot uvod, prvič zaigrana tudi Slovenija, odkot lepote tvoje. 7000 poslušalcev je menda jokalo večkrat med tem koncertom in tudi po tej skladbi in med to skladbo. Bila je takoj oziroma zelo hitrem času prevedena tudi v nemški jezik, kar je bila takrat prava redkost. Torej zapomnite si to in gojite misel v letu 2018. Prijatelji, ostanimo prijatelji. Še enkrat hvala za obisk in še zadnjič danes Godba Medvode in dirigent Damir Pfeiffer. Lahko noč.